Druga generacija Priusa plug-in je v serijsko proizvodnjo pripeljala znatno povečano učinkovitostjo. Njegov električni doseg je zaradi povečane kapacitete baterije podvojen iz 25 na več kot 50 km. Največja neslišna hitrost povečana iz 85 na 135 km/h. Baterija pa se prek domače vtičnice napolni le v dobrih 3 urah. Takšnih podatkov nismo prebrali le v njegovi avtomobilski osebni izkaznici. Doživeli smo jih na lastni koži. Pričajo pa o odličnosti uresničevanja sicer dolgoročnega cilja Toyote do leta 2050 zmanjšati obseg škodljivih emisij za 90%. Dosežena 3-litrska poraba v sklopu prve vožnje dokazuje varčnost pogonskega sklopa s skupno močjo 88 kW in učinkovitost implementacije dodatnega elektromotorja. Predvsem pa povprečnemu vozniku na krajših relacijah omogočajo doseganje tovarniške obljube o litrski porabi goriva. I've been able to achieve below 1 liter with no problem, but of course driving more in the region of 50-70 kilometers, but it really depends on how much you plug it and what's your driving profile. Posmeh dizlom torej. Tudi. A tega nas je naučil že navadni Prius, od katerega plug-in črpa tehnološko osnovo. In ko smo že pri pionirju, bi lahko učinkoviti priključni hibrid s časoma v pozabo potisnil celo običajnega. If we think about long term, we are questioning ourselves, but whether we should still continue to have 2 versions. Should we have only a Prius plug-in as a flagship for our lineup and for the technology? Umika običajnega Priusa sicer ne pričakujte z danes na jutri. Lahko pa, podobno kot pri Toyoti, o tem razmišljate. A pred tem morajo iznajdljivi inženirji, kot že ničkolikokrat prej, ponovno zagristi v marsikatero strukturno enačbo, povezano predvsem z virom energije v zadku. I think the big challenge is and remains the size, the weight and the cost of the battery. We are working on, of course, trying to make it more compact, more energy dense, so we can have less sacrifice on the trunk size, have 5-seat opportunities, etc. But this is something we're working towards the future evolution of the car. Čeprav je edini svoje vrste, je le eden od mnogih. V družini seveda. S paradoksom soočen edini priključni hibrid Toyote je za zdaj namreč le ena številnih ekološko prizanesljivejših alternativ tega japonskega avtomobilskega velikana, ki pa teorijo v prakso pretvarja skrajno prepričljivo. Odgovora na to, kako ga bo sprejel slovenski trg, seveda še nimamo. Velja pa omeniti, da bo ob upoštevanju državne subvencije v višini 4500 evrov in 2000 evrskega uvoznikovega popusta cenovno tesno za petami navadnega Priusa, iz katerega izhaja.